Pozdravljam vse predstavnike medijev, avtorje prispevkov in pa tudi ostale prisotne. Z veseljem vam danes predstavljamo monografijo znanstvenih prispevkov z naslovom Leto 1945, 70 let potem, ki jo je izdal in založil Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju s Študijskim centrom za narodno spravo. Dobrih 10 let je preteklo od izdaje zbornika Žrtve vojne in revolucije, ki se po vsebinski plati prav tako kot današnja publikacija nanaša na obdobje sodobne slovenske zgodovine, natančneje na čas druge svetovne vojne in po njej. V uvodu omenjenega zbornika iz leta 2006 je zapisano, da objavljeni referati prinašajo pregled nad razlogi, začetki, potekom, koncem in posledicami državljanske vojne oziroma revolucije na Slovenskem od leta 1941 do 1945 in naprej. Kakšna pa je situacija v slovenskem prostoru danes, 10 let po izidu tega zbornika? Ali smo Slovenci kot posamezniki in kot narod naredili korak naprej in smo se zmožni spraviti s svojimi mrtvimi, s tem pa tudi med seboj? 5 uvodnih razmišljanj, 19 znanstvenih prispevkov in 4 osebna pričevanja nam prinašajo bogato gradivo poglobljenih znanstvenih izsledkov, razmišljanj, dilem in še vedno odprtih vprašanj o med- in povojnem družbeno-zgodovinskem dogajanju v Sloveniji. Monografijo znanstvenih prispevkov bosta predstavila dr. Andreja Valič-Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo in magister Bojan Kekec, državni svetnik Republike Slovenije. Besedo predajam gospodu magistru Bojanu Kekcu. Izvolite. Torej, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predstavniki medijev, zelo sem vesel, da vas lahko pozdravim. Dobro leto po tem omenjenem posvetu, ki je bil po moji oceni in po oceni mnogih na izredno visokem znanstvenem nivoju. Spregovorilo se je o temi, ki je še dan danes marsikje tabu tema. Obdobje naše polpretekle zgodovine je s svojimi nerazčiščenimi dejstvi in dogodki ena najbolj občutljivih področjih pri nas. Ravno zato je tudi nujno, da se o teh dogodkih razpravlja, tako v politiki, zgodovinski stroki in pa tudi v znanstvenih krogih. Jaz ne povem, da sem tudi zelo zadovoljen, da je Državni svet že drugič, se pravi, malo prej smo slišali, da je to drugi zbornik, pokazal svojo širino, da je to nek most med politiko, civilno družbo, nevladnimi organizacijami in navsezadnje vsemi ljudi, vsemi državljani Republike Slovenije. In v Državnem svetu se pač na katerekoli teme lahko odzovemo in odkrito spregovorimo. Ker na nek način te zadeve niso docela razčiščene, je to veliko breme za naslednje generacije. Ta zbornik mislim, da je prišel kljub enoletnim pripravam, ravno v pravem času in se nekako zelo dobro vklapla v, da rečem, aktualne dogodke, aktualne politične razmere. Prišli smo do momenta, ko se najvišji državni, naši državniki, politiki morajo jasno opredeliti do tega in do tega tudi prihaja, kar nas lahko vodi v neko svetlejšo prihodnost, ker kdor nima razčiščene svoje zgodovinske preteklosti, ima tudi zelo nejasno pot v prihodnost. Jaz bi se na tem mestu še enkrat resnično zahvalil gospe Andreji Valič-Zver, ki je bila iniciatorka tega posveta. Tudi z moje strani sem z velikim veseljem pristopil k organizaciji. Zahvalil bi se vsem tistim znanstvenikom, akademikom, ki ste doprinesli do tega kvalitetnega gradiva, ki naj povem, da je že v teh prvih dneh kar veliko povpraševanje po njem in bo verjetno prišlo tudi do ponatisa. Hkrati seveda se tudi zelo zahvaljujem predstavnikom Državnega sveta, gospodu Marjanu Maučcu, ki je tukaj odigral pomembno vlogo, da je tudi zbornik
ugledal luč sveta, in pa tudi Marjeti Volasko, ki je zadeve kvalitetno uredila, zlektorirala in pripravila. Skratka, še enkrat zahvala vsem, ki ste doprinesli do te pomembne publikacije, ki bo pomembno gradivo v marsikaterih šolah, inštitucijah in ostalih ustanovah. Hvala lepa. Spoštovani državni svetniki, spoštovani gostje, dragi prijatelji, vesela sem, da držim v rokah to pomembno publikacijo z naslovom Leto 1945, 70 let potem, monografija znanstvenih prispevkov. Kot je dejal magister Bojan Kekec, ki mu gre res prisrčna zahvala za dogodek maja 2015 v Državnem svetu in pa tudi za to publikacijo, seveda to ni navadna knjiga. To ni navadna knjiga. To je neko temeljno delo, ki bo vplivalo na podobo slovenskega družbenega prostora in na podobo slovenskega zgodovinopisja. Omenjen je bil zbornik, ki je izšel pred 10 leti z naslovom Žrtve vojne in revolucije. Torej, po 10 letih nov zbornik z prispevki slovenskih znanstvenikov, zgodovinarjev, arhivistov, filozofov, psihoterapevtov, različnih drugih znanstvenih profilov, ki so razmišljali o dogajanju naše polpretekle zgodovine, dogajanju, ki še vedno tako travmatično deli in reže slovensko narodno telo. In v tem smislu, torej v smislu premagovanja te travme, premagovanja razdalj med nami, seveda smo vsi delali tako za posvet, kot tudi za ta zbornik. Naj se najprej zahvalim. Zahvalim, kot že rečeno, magistru Kekcu in pa vsem ostalim. Nekatere imena so bila danes že omenjena. Tukaj je gospa magistrica Volasko, urednica publikacij Državnega sveta. Njej gre v veliki meri zasluga tudi za potrpežljivost. Seveda se zahvaljujem z našo sodelavko iz študijskega centra, gospod Marto Keršič, sta sodelovali. Pač pri nekaterih avtorjih je trajalo malo dlje časa, drugi so imeli tekste zelo hitro pripravljene, zelo hitro napisane. Vsekakor je priprava take knjige nek dolgotrajen proces. Tudi gospod Marjan Mavčec je bil že omenjen, tudi prisrčna zahvala in se priporočamo tudi v bodoče. Gospa Mateja Faletič se je tudi trudila z jezikovnim pregledom. Potem je tukaj profesor dr. Stane Granda, ki se je lotil recenzij teh znanstvenih prispevkov. In pa seveda predstavnikom nevladnih organizacij, ki so pomagale pri organizaciji in izvedbi posveta, to pa so Slovenski katoliški izobraženci, potem Nova slovenska zaveza in pa Zbor za republiko. Predstavniki teh nevladnih organizacij so imeli tudi uvodne nagovore na posvetu in objavljajo tekste v zborniku. No, če naštejem njihova imena, poleg magistra Kekca so to dr. Vasko Simoniti v imenu Zbora za republiko, gospod Peter Sušnik v imenu Nove slovenske zaveze in pa gospod Aleš Maver v imenu slovenskih katoliških izobražencev. Gospod Justin Stanovnik, ki ga vsi zelo dobro poznamo kot enega najbolj pronicljivih ljudi z uvidom v slovensko stvarnost, je prispeval svoje razmišljanje. Potem pa sledi en sklop tako imenovanih znanstvenih prispevkov.
različnih razmislekov dr. Tomaža Kladnika o oboroženih silah Slovencev med leti 1941-1943, gospoda Aleša Noseta o izdaji častnikov Vojske Kraljevine Jugoslavije v Ljubljanski pokrajini, dr. Damjana Hančiča o revolucionarnem nasilju nad orožniki in uradniki v Ljubljani med leti 1941-1942, dr. Helene Jaklič o izseljevanju kočevskih Nemcev konec leta 1941 in v začetku leta 1942, gospe Marte Keršič o žrtvah revolucije v Šentjoštu po leti 1942. Potem imam sama objavljeno eno tematiko o Sloveniji med leti 1941 in 1945 s kratkim orisom okupacije, odporniških gibanj, revolucije in prisvojitve odpora. Govorim tudi o vprašanju, ali je bilo leto 1945 dejansko osvoboditev ali nadaljevanje totalitarizmov. Dvojni doktor Igor Grdina je razmišljal o vprašanju enotne vojne ali nizu spopadov. Dr. Janko Prunk o položaju Slovencev in Slovenije maja 1945, dr. Janez Juhant o ustrahovanem narodu na poti k resnici in svobodi. Doktorica Tamara Griser Pečar se je lotila vprašanja Jaltske konference in posledično vprašanja izročitve beguncev v Jugoslaviji maja 1945. Arhivist dr. Gregor Jenuš se je ukvarjal s komunističnim obračunom z Nemci na Slovenskem in uničenjem nemške manjšine. Gospod Ivo Jevnikar iz Trsta je podal poročilo o obveščevalcu Jožetu Golcu in pričevanja o njegovi smrti aprila v 1945 v Tržaški rižarni. Dr. Aleš Maver je zelo zanimivo primerjal obračun z poraženci v državljanskih vojnah v rimski zgodovini in pa slovensko leto 1945. Dr. Jože Dežman je govoril o tematiki, ki je seveda zelo živahna, zelo živa, zelo občutljiva, brez groba in spomina, za vse slovenska tranzicija ni sklenjena. Magistrica Majda Pučnik-Rudel je govorila o delu, ki ga opravlja kot predsednica Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Dr. Tomaž Erzar se je kot psihoterapevt lotil tistega znanega stavka, da čas zdravi rane, ampak on pravi, da čas ne zdravi ran, ampak jih samo poglablja, če te rane niso očiščene. Torej govorijo o nekaterih manj očitnih psihičnih, psiholoških posledic druge svetovne vojne in pa o njihovem zdravljenju. Dr. Vida Deželak Barič je govorila o sporočilnosti konference Komunistične partije Slovenije julija 1942 na Cinku in dr. Mitja Ferenc o prikritih grobiščih 25 let po spravni slovesnosti. Sledi pa še sklop pričevanj, torej izjemno dragocenih, neposrednih pripovedi žrtev, ljudi, ki so trpeli, ki so bili žrtve totalitarizmov. Gospe Dragice Gudrun Podmilšak, ki je bila dojenčica na Petričku, dr. Justina Stanovnika, gospoda Janka Mačka in gospoda Jožeta Pavliča. Torej, Študijski center za narodno spravo je na tak način v sodelovanju z Državnim svetom pravzaprav nekako izbral oziroma objavil predavanja, prispevke z 3 svojih konferenc lanskega leta, ko smo obeleževali pomembne obletnice, kot je bilo že rečeno, in smo se marca lotili vzrokov problema. Torej smo govorili o začetkih druge svetovne vojne na Slovenskem. Maja smo nadaljevali naše razmisleke s tem posvetom v Državnem svetu o letu 1945 in potem decembra ob dnevu človekovih pravic imeli odmeven seminar, simpozij na temo brezpravja.
torej brezpravja v imenu ljudstva, o čemer smo tudi izdali zbornik prispevkov, torej nekih temeljnih znanstvenih prispevkov, pa tudi pričevanj. In na ta način seveda na nek način zaključujemo eno zgodbo, ampak to nikakor ni zaključek. Prej smo slišali magistra Kekca, obeta se ponatis, pričakujemo in že doživljamo kar veliko zanimanje za to monografijo, ki bi morala priti ne samo v roke politikov, ampak tudi v roke šolnikov, znanstvenikov, pa tudi slovenske javnosti, ki seveda še kako bi rekla, pogreša in niti nima dovolj znanja, niti nima dovolj priložnosti, da bi prebrala najnovejše znanstvene izsledke. Dostikrat slišimo govorjenje o reviziji zgodovine, ampak to je največja neumnost, kajti zgodovinopisje mora temeljiti na novih izsledkih, ki temeljijo na novih dejstvih, na novih virih, ki se odkrijajo in se odkrivajo, in to je bistvo zgodovinopisja. Vse ostalo je zgolj in samo gola dogma. In zato z veseljem seveda sprejemam, bom rekla, vabilo na naslednje dogodke v tem prostoru, ki je seveda za Slovenijo, za Slovenke in Slovence simbolno izjemno pomemben. Pomemben zato, ker kot velikokrat poudarim, ne gre samo za preteklost, s katero se moramo Slovenci pogoditi, moramo pripoznati temno stran naše preteklosti, ampak gre za sedanjost in gre predvsem za prihodnost. Za mlade generacije, ki se morajo zavedati, da demokracija pač ni dana enkrat za vselej, ampak se moramo vedno znova pogovarjati o demokraciji in pogovarjati tudi o kršitvah demokratičnih norm, o kršitvah človekovih pravic, temeljnih svoboščin, ki so pa v temle zborniku seveda evidentno predstavljene. Hvala lepa še enkrat vsem, da ste prišli. Morda ima kdo še kakšen komentar ali kakšno vprašanje. Morda še kdo od avtorjev prispevkov, kakšna misel. Če ne, se jaz vsem iskreno zahvaljujem.